Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalil Kaji, da me je povabila na ta posvet. In prvo vprašanje, ko je bilo, ko me je poklicala, sem vprašal, a ti se še zmeraj z etiko ukvarjaš? Ker kaj je bilo? Jaz sem 2005 diplomiral iz družbene odgovornosti podjetja. Te teorije, kot moj predhodnik, sem je takrat obdeloval in knjigo Freemana je bilo nemogoče dobiti. In potem seveda več navdušen šel na trg dela, seveda za diplomo in družbeno odgovornostjo in etiko in kaj bom jaz dosegel. Vrata so se povsod zaprla. Šele potem, ko sem začel govoriti, da sem finance, da je bila moja specializacija finance, sem dobil službo. In zato res čestite Kaj, da še zmeraj se s tem obada, ker rabimo več takih, ker v poslovnem svetu, ker sem izbiral naslov in ko je ta naslov Riba smrdi pri glavi, moram priznati, da v zadnjih 10 letih, vsaj v Sloveniji, so se zgodili minorni koraki naprej. Niso se zgodili, da bi rekel, gromozanski. In bom rekel, tudi izdal bom na konc pač mojo tezo. Vodstvo je tisto, ki je krivo in ki je odgovorno za etično poslovanje, pika. Tukaj ni treba nič debatirati preveč na dolg in širok, ker ali če govorimo iz akademskega vidika ali pa čisto iz praktičnega vidika, boste videli, da nekako je vodstvo tisto, ki usmerja celotno organizacijo in je na koncu tudi odgovorno za etiko. Zdaj, začel bom malo zgodovine, moja predstavitev bo bolj praktično uravnana, predvsem tudi kako lahko poslovno etiko vpeljemo v podjetje. Ker v Sloveniji smo še zmeraj na eni, bom rekel, zelo nizki ravni, v kateri se še pač začenja ta poslovna etika vpeljevati. Zdaj, tukaj vidite par slik, imam tudi dobre prakse, ko je tukaj vidite na desno iz Slovenije, tako da v tem času smo tudi mi malo napredovali, da smo Ameriko ujeli, malo satire. Ampak, naprimer, ta gospod, bom rekel, vsi, ko najprej pomislimo v poslovnem svetu na poslovne etike, se spomnimo na Enron, ki je bilo 2001, ta velik škandal. In to je ta gospod na Fortune, ki je bil kakor direktor, Kenneth Lay. In eno leto prej ga je Fortune umestil kot, bom rekel, kot direktorja leta in kot podjetje, kjer je najboljše dela. Čez eno leto vemo, kaj se je zgodilo, če se ne motim, je gospod še zmeraj v zaporu. Zanimiv je tudi zgodba na levo Marthe Stewart, ameriške gospodinje, ki je bila tudi zaprta zaradi notranjega trgovanja. Me pa zanimiv bil tale naslovnica, ko je prišla iz zapora, I cannot be destroyed, ne morem je uničiti. Tako da, to bi bilo tako zanimiv. Potem imamo pa še enih par naših primerov, v katerih pač jih vsi dobro poznamo, tako da ne bom, ampak tukaj moramo razlikovati, tukaj so šlo za nezakonita dejanja. Imam pa zdaj drugo vprašanje, predvsem tudi za vas. Ko smo prej govorili tudi o medgeneracijskih razlikah, vsi hočemo mladi, predvsem delati Google, Amazon, to so podjetja, ki pač so po vseh rangih kot najboljša podjetja, za katere ki imajo najboljše poslovne prakse. Je bilo pa zanimivo to, ker je bila pa tudi zdaj afera, da so pa zelo malo davka plačevali. Sicer so ga plačevali v skladu z zakonodajo, ampak izredno malo. In tukaj vidite, naprimer, Starbucks, 2011, nič. Ker je bilo potem zanimivo, ker ta afera prišla ven, je, da je ustanovitelj in direktor Schulz potem sprejel sklep, da bo Starbucks do nadaljnjega plačeval 10 milijonov funtov davka vsako leto, ne glede na poslovanje. Ampak če pogledamo, naprimer Google, 2,6 milijard prometa, da je plačal davka za 6 milijonov, se lahko vprašamo. In tukaj je zdaj nastane ta področje etike. Pač delajo pravno, delajo v skladu z zakonodajo, ampak ali je etično. Zdaj, jaz sem tukaj naredil kaj storiti. Dal sem po ameriško čist preproste korake, kakor imajo Američani radi 5 steps to happiness. Sem dal tudi tukaj jaz pač 6 korakov, ki naj bi bile osnova, da se vpelje etično poslovanje ali etika v organizacijo. Zdaj, tukaj moramo ločiti med etiko pa skladnostjo. Skladnost je
to je v povezavi z zakonodajo. In tukaj pač etika se delno s tem ukvarja, ampak etika ne posega v to, ker jasno je, da etično podjetje mora delovati v skladu z zakonodajo, tukaj ni pardona. Tukaj je en korak višji. In prva zadeva, ki jo pa moram priznati, je v Sloveniji še zmeraj redka, je etični kodeks. Naprimer, v Ameriki je bilo v 90-ih letih sprejet zakon, ki je vsem družbam nalagal, da morajo imeti družbe, ki so kotirane na borzi ali so javno objavljene informacije, da morajo imeti etični kodekse. In so zelo veliko narasli in če pogledate, čisto vse ameriške multinacionalke, velika podjetja in tako naprej, imajo etične kodekse. Te etični kodeksi se izredno razlikujejo po dolžini, po vsebini, po vrednotah itd. Zato je tudi pomemben, in pomemben je tudi to, da mora ga imeti vsaka organizacija. Zdaj, mogoče kmetija, ko ima enega zaposlenega pa družine, niti ni treba, da je spisan, tam pri 5 zaposlenih se pa že začne pojavljati, ko lahko pride do kakšnih sivih področij in tam je potrebno ta etični kodeks pisati. Jaz sem pristaš kratkega, jedrnatega etičnega kodeksa. Naprimer, najbolj znan tak etični kodeks je od Johnson & Johnson Credo, ki je na eni strani jasen, jedrnat, pika. In ga vsi poznajo in je. Imamo pa na drugi strani, naprimer, etični kodeks IBM-a, ki pa dolg 30-40 strani, ali Boeinga in tako naprej. Tako da, jaz sem, naprimer, za svoje podjetje, ko sem 2 kodeksa spisal, oba sta bila čisto drugačna po dolžini in vsebini, pa potem še za eno drugo podjetje. Nažalost, noben etični kodeks ni bil sprejet. Ker v etičnem kodeksu so tudi, ker bomo prišli na konca, kaj se zgodi, če se etični kodeks krši. In tukaj pa nastanejo problemi. Skratka, etični kodeks razumljiv, naj bo skupen podvig, kratek, jedrnat in ga spoznajo vsi zaposleni. Ta druga zadeva, ko je bila, je bilo zmeraj zanimivo, da v Sloveniji tudi podjetja, ki se imajo za zelo etično odgovorno podjetja, jih vpraša, kdo pa skrbi za etiko. Kakor imamo za finance, da skrbi finančni direktor, za kadrovski in tako naprej, pa če je tako pomembna funkcija to, bi mogel tudi nekdo biti, ki za to skrbi. Nažalost, ne vem, če je kakšno podjetje v Sloveniji, ki ima, pa ne govorimo o pravni službi, ampak govorimo o etiki. V Ameriki se je pojavil tako drugi CEO, ni več Chief Executive Officer, ampak Chief Ethics Officer. Ko sem malo raziskval, tam imajo tudi zelo dobre plače, ker je bilo zelo zanimivo, to bomo do tega prišli, ampak multinacionalke in tudi multinacionalke, ki so v Sloveniji, to že imajo. Zdaj, to, če je organizacija z 20-30, to ni, da vi zaposlite še enega, ker to je ekonomsko nevzdržno in nima smisla. Ampak je nekdo, ki 10-15% časa posveča etiki v družbi, v organizaciji. Jaz sem bil v podjetju, ki je to imelo, je bila pač oseba, ki je bila poslovna asistentka, obenem imela pa še 15% časa, ki je bilo rezervirano za ukvarjanje z etiko. Zdaj, bom rekel, kakšen mora biti ta človek. Prvič mora biti jasno popolnoma neodvisen, ker je že prvi težava rata v podjetju. Tako da, to je prva zadeva, ki je nujno potrebna. Je pa zanimivo to, da v večini teh organizacijah, če nimajo formalno oblikovanega delovnega mesta, je to nekdo, ki ni ne vodja, ki ni ne v kadrovski ali pravni službi, ampak nekdo, ponovadi so to iz IT-ja ali to, ker te so, bom tako rekel, najbolj neodvisni, najbolj taki, pač, da jim ni važen, ali si visoko na lestvici ali si nizek. In oni so tisti, ki skrbijo za etiko. Kaj to pomeni skrbeti za etiko, je predvsem, ko bomo prišli do naslednje točke, glede usposabljanja. Kakor se usposabljamo iz varstva pri delu, kakor se usposabljamo za druge tehnične, tudi etiko je treba učiti. Naprimer, še zmeraj mi je žal, da na ekonomski fakulteti, kjer učim, ne obstaja predmeta poslovna etika, če pa je, pa meseli samo izbirni. V podjetjih je pa isto, kot vse ostalo, bodi se varstvo pri delu, se bolj to, je treba usposabljati.
Zdaj, usposabljanje poteka, bom povedal mojo izkušnjo iz ameriške multinacionalke, je, da mora vsak delavec, ki je bil, pač narediti 5 modulov etike, ki so bili različni, od etičnega vodenja do protimonopolne zakonodaje in tako naprej. In to je bilo v obliki pač webinarja, predstavitve in na koncu je bilo seveda 10 vprašanj. Ampak kaj so naredili potem, ne? Ker seveda ljudje smo zelo pregnani in znamo zelo dober sistem videti. Prvič, nisi mogel preskakovati slajdov, ker je bilo govorjenje in si mogel tistih 30 minut poslušati. To je bilo eno. Kot drugo je bilo pa zelo zanimivo, da na koncu je bilo 10 vprašanj in seveda si mogel 80% narediti. Če nisi naredil, si mogel še enkrat pisati. Problem je pa to, da vprašanja niso bila ista. Kar pomeni, da si mogel zelo dobro poslušati tisto, kar si slišal, da si lahko odgovarjal. In tukaj je en korak, ki bi se mogel narediti, in vem, ko ga tudi Kaja dela, da bi mogli tudi to v naših podjetjih, kakor je varstvo pri delu, ko nekdo pride na novo, ga morate usposobiti iz varstva pri delu, bodi se je to en delavec za pisarno, da ne sme dajati rok v rezalnik in tako naprej, je isto za tukaj. Tako da to bi bil sigurno en korak in tukaj je ta oseba, bi bila to odgovorna za ta, bom rekel, usposabljanje in za organizacijo. Ena zelo pomembna zadeva, ki naslednja je poročanje, tako ethical hotlines. Ko pride do kršitve, in takrat je najbolj pomemben, in takrat se loči zrno od plevela, je, kaj se zgodi, ko odkrijemo nekaj. In če kakrat se nič ne zgodi, potem je vse te prejšnji koraki brez veze, boljš, da se z drugimi stvarmi ubadate, pa rečete pač, da ste zakonsko pokriti z etiko, pa se vi ne ukvarjate. Poročanje je izredno pomembno, ker ljudje morajo vedeti, da lahko neetična dejanja poročajo. Zdaj, ponovadi, tudi v multinacionalkah sta 2 veje poročanja. Ena je poročanje neetičnih dejanj. To pomeni, ko ti že imaš dokaze nekdo in poroča. Drugo je pa, ko ti ne veš kot oseba in rabiš nasvet. In ti pokličeš osebo, ki je na drugi strani in prosiš za nasvet in ona svetuje. Parkrat so me tudi vprašali, ali je bolj, da je to nekdo interno ali eksterno. Pa to, kar je že tudi primer rekel, da se v Sloveniji vsi poznamo, je zame sigurno bolj, da je nekdo eksterno. Če imamo mi razne svetovalce za take in drugačne stvari, je pa tudi mogoče za etiko dobro, da imamo svetovalce za etiko in v tem primerih pride potem, ko pride do kršitve, da se ve, kako se postopati. Ko pa pride do kršitev, je pa treba kršitev vsak sum preiskati, se preveriti, ali je bil kršen zakon, če je zakon kršen, potem prevzamejo to pravniki, ali če bi kršil etični kodeks, kot pa prevzame ne podjetje. In v tem primeru, ko je kršitev zaznana in če je bili postopki izpeljani, to pomeni postopek, da se vsi dokazi zberejo, da se preveri, da so intervjuji z vsemi osumljenci, pričami in vse to in se izkaže, da je nekdo bil kriv, kakrat mora biti pa ta, ker je pa zame na konc najpomembničena toleranca. 2 minusa ne naredita plusa, 2 v matematiki, ja, ampak v etiki 2 slabe dejanja naredita enega dobrega. In iz tega vidika je treba, tukaj je pa glas od vrha in tukaj pa vodstvo tisto, ki je na konc na zadnjo besedo in reče, ja, si kršil, se bomo poslovili in konec. Tukaj pride pa, nažalost, veliko kot v Sloveniji tudi zakonodaja v igro, kjer pač jaz vidim 2 zadeve, ko me malo motna na eni strani je sigurno pomanjkanje zaščite žvižgačom, whistleblowerjem, na drugi strani je pa, če se nekaj ugotovi, da je nekdo kršil, pa ne govorimo, da je kršil samo zakon, ampak da je kršil tudi etični kodeks, so pa postopki odpuščanja ali karkoli tako zapleteni, da ponovadi se ljudje rajši ne ubadajo s tem. In to je nekako, bom rekel, so zame gradniki, ki ni velikih, tudi ni veliko treba denarja, ko sem jaz iz gospodarstva izhajam in ja, vse se vrti okoli denarja in na koncu mora biti tudi cost-benefit analiza.
je zelo preprosta, obenem pa zelo težka. Na koncu pač, da še povem, nekako povzel par misli, ki so zame zelo pomembne. Eno je sigurno, da vodstvo je odgovorno za etično obnašanje organizacije. Če pogledamo etični kodeks, ponovadi ga vodstvo sprejme. In vodstvo naj bo tisti sponzor v podjetju, ki naj promovira, da etični kodeks je pomemben. Vodstvo ponovadi imenuje nekoga, ki bo za etiko odgovorno. Vodstvo poskrbi, da ima ta človek dovolj pooblastil in dovolj sredstev, da lahko normalno deluje. Vodstvo poskrbi, da je poročanje neodvisno in da se dejansko neetična dejanja poročajo. Vodstvo poskrbi, da so kršitve raziščene. In vodstvo na koncu poskrbi, ko reče, to je bila pa rdeči karton, hvala lepa in se obrnemo. Ta misel, ki jo pa nisem najdel, nekaj je, ni moja, je pa, da moče tako močna slast, da se je tudi najmočnejši ne more odpreti. Veste, da velikokrat tudi pregovor, pa to nekdo postane direktor in se spremeni. Nažalost je to, ja, res. Ker, če gremo naprej, prilika delati tu. Ko imaš ti enkrat tako moč, da pač nadzoruješ, posebej je to zanimivo v podjetjih, kjer je lastnik, obenem tudi direktor, in ima popoln nadzor, vse, kaj lahko nekdo naredi. Kaj lahko nekdo v podjetju, ki zazna, pa zdaj govorimo, da je bilo nekaj neetičnega, pa recimo še nezakonskega, kaj lahko naredi, če je direktor, bom rekel, obenem tudi lastnik, kaj lahko naredi. In to je velikokrat vprašanje in to so pa s tem te prave etične dileme, ki prihajajo, ki so v vsakdanjem življenju. In takrat teorije odpadajo. Takrat je pa pragmatizem tisti, ko najbolj pomaga. In ni enega recepta, bi pa rekel, ja, zdaj pa kar poroči, da je v prijav ga inšpektoratu ali itd., ali kdaj odpove, in tako naprej nažalost ni. So različne možnosti, katero izbrati, je pa zelo težko, pa ne samo težko, tudi lahko te odločitve spremenijo življenje. Naslednjo, kar sem dal, kar se lahko poučuje, se lahko tudi nauči. To je bil Aristotel, ki je to rekel, in to je tudi za etiko. Velikokrat odgovor, ja, se etiko, človek je etičen ali pa ni. Ne. Kakor se lahko naučimo vsega, se tudi etike lahko naučimo. Tako da glede tega, zato so pa usposabljanja tako pomembna. Komunikacija. Prej ali slej bojo vsi izvedeli. V zdajšnjih časih, kjer vidim, da imajo vsi telefone in snemajo in slikajo in tako naprej, in kjer je sled, maili, znam, se bo prej ali slej vse izvedeli. Samo zadeva, ko je bila pač dokaj znana, Sony, ko so vdrli v e-maile in so prišli, kaj so se direktorji mislili v določenih igralkah, koliko so take in onake, in potem so obenem mogli biti na prireditvi skrb sedeti, samo dokazuje, da ne more se več skriti. In vsaka izjava in vse to bo prišla slej ali prej na plano. Zato je zelo en dober test, ko vi ne veste, a je neki dejanje, a je etično ali ni etično, čisto preprosto. Predstavljate si, da bi naslednji dan bila ta vaša odločitev na prvi strani časopisa. Kako bi se vi počutili, kako bi odreagirala vaša familija, kako bi odreagirali vaši prijatelji. In če je negativno, potem najbrž veste, da ta odločitev ni najbolj pametna. In na konec, biti etično ni lahko. Etični vodja ima izredno trdno kožo, ima izredno etični kompas in izredno etično držo. Tako da včasih pogrešam, ko se nekoga imenuje za direktorje ali na vodilne položaje, pa ni nujno, da je direktor, je tudi koliko močen je glede tega, ali je sposoben se upreti skušnjavi. Zato, ker če se človek sposoben upreti skušnjavi, je precej bolj pomemben, saj zame, kakor da je tehnično podkovan v poslu. In to bi bilo pa tudi, s tem mislo bi pa tudi končal in se zahvaljujem za vašo pozornost.